Kako bomo to prečkali? Zadnja stvar, ki jo je kdaj rekel, je bilo vprašanje. Nihče v baznem taboru ni poznal odgovora. Nihče, da ne bo nikoli izvedel. Bilo je 17. oktobra 2011 in trije moški so bili v velikih težavah na 6400 metrih na južni steni Anapurne v Nepalu. Eden izmed njih je pričakoval, da bo umrl v gorah. Drug je skoraj izgubil življenje prav na tem mestu, toda zdaj so tukaj znova zaradi galjivega razloga. Ko so se spuščali, je temperatura še naprej padala pod ledišče. Veter je tulil. Eden izmed njih je po radiju zastavil srhljivo vprašanje. Nato je nastala tišina. 10 dni kasneje bi reševalni helikopter preletel prav to mesto, a ne bi našli ničesar. Niso pričakovali, da bodo kaj našli, saj so bili ti plezalci na Anapurni že mrtvi. In vsi so to vedeli. Dobrodošli v Extreme. Začetek oktobra 2011 je majhna ekipa 3 korejskih alpinistov prispela v bazni tabor Anapurne 1. Taskanat, pust tabor, ki se nahaja na približno 4100 metrih nadmorske višine, je ležal ob vznožju južne stene gore. Od tu so se alpinisti v naslednjih dneh začeli aklimatizirati in čakali na jasno nebo, saj so nameravali se zapisati v zgodovino z neposrednim vzponom na najbolj smrtonosno goro v Himalaji. Med alpinisti, ki so se stiskali v šatorih baznega tabora, je bil tudi Park Yong-suk. Park je bil star 47 let in je večji del 3 desetletij preživel v gorah, kjer je počel stvari, ki bi jih večina ljudi štela za nemogoče. Prvič je osvojil Everest leta 1993. Do leta 2001 je osvojil vseh 14 svetovnih vrhov nad 8000 metri in postal 8. oseba v zgodovini ter prvi Korejec, ki mu je to uspelo. Naslednje leto je stal na najvišjem vrhu vsake celine. Leta 2004 je nato brez podpore smučal do Južnega pola, pri čemer je 44 dni vlekel svojo sani brez oskrbe ali pomoči. In 1. maja 2005, 15 mesecev kasneje, je brez podpore smučal še do Severnega pola s kanadske strani. Tistega dne je postal prvi in edini človek v zgodovini, ki mu je vse to uspelo. To je poimenoval pravi veliki slam raziskovalca. Od takrat tega ni ponovil nihče. Toda pod vsem tem je bilo nekaj posebnega, kar ga je gnalo že od leta 2007. Tistega leta je Park bil na jugozahodnem pobočju Everesta z ekipo mladih korejskih plezalcev, kjer so napeljevali vrvi na novi smeri. Lee Jun-jo in Hee Jun, dva izmed najbolj obetavnih mladih alpinistov v Koreji, ki ju je treniral Park, sta bila v taboru 4 na 7700 metrih, ko je prvi resen plaz te odprave zdrvel po pobočju. Šotor je bil v enem trenutku tam, v naslednjem pa ga ni bilo več. Oba moška sta bila na mestu mrtva. Park se je za več mesecev umaknil v izolacijo. Tisti, ki so ga poznali, so rekli, da ni funkcioniral. To je bilo zelo razumljivo. Vsak trener, mentor ali učitelj bi to razumel. Po mesecih žalovanja se je Park vrnil z javno izjavo. Odločil se je, da bo dokončal pot za umrle plezalce. To je storil spomladi 2009 na poti, ki jo korejske plezalne revije zdaj imenujejo Parkova korejska pot. To je bila zadnja večja nova smer, ki je bila v tistem obdobju vzpostavljena na Everestu. Čeprav je bil to res zgodovinski dosežek, ga je predvsem potegnil iz teme in ga spodbudil, da je gledal naprej. Ker je bila Parkova korejska smer za tega plezalnega zvezdnika do leta 2011 že stara novica. Ni želel uživati v slavi preteklosti. Ne, vedno je gledal naprej, v prihodnost. Začel se je spraševati, kaj lahko osvoji naslednje, kateri izziv je bil najtežji. Zato se je odločil, da se loti najnevarnejše plezalne uganke tistega časa, južne stene Anapurne. Anapurna 1 je po vseh merilih ena najbolj nevarnih 8000-metrskih gora na svetu. Visoka je 8091 metrov in ko je Park prispel oktobra 2011, je bil na vrhu zabeleženih približno 191 uspešnih vzponov in 61 smrti. Z drugimi besedami, za vsake 3 alpiniste, ki so dosegli vrh, je eden umrl pri poskusu.
Predstavljajte si, da eden od 3 ljudi, ki so se danes zjutraj odpravili na avtocesto, ne bi prišel domov. Da postavimo to v kontekst, razmerje Everesta skozi vso njegovo zgodovino znaša približno 1 smrt na 30 vzponov na vrh. Annapurna je bila dobesedno 10-krat smrtonosnejša. Te gore ne gre jemati zlahka. Park se je teh nevarnosti dobro zavedal. Pravzaprav je Annapurno že osvojil pred 15 leti, leta 1996. Toda ni bil tukaj samo zaradi vrha. Tukaj je bil, da se vpiše v zgodovino. Park je načrtoval vzpon na Annapurno po njeni južni steni. In glejte, čeprav sem že rekel, da te gore ne gre jemati zlahka, si južna stena zasluži povsem posebno opozorilo. Južna stena Annapurne 1 je približno 3000 metrov skoraj navpične skale, ledu, visečih serakov in grap. Dviga se nad svetiščem Annapurne kot zid in njena zgradba pa je pri eni stvari izjemno učinkovita. Vse, kar se odtrga z vrha, naj bo to skala, led ali sneg, usmerja naravnost po plezanih smerih navzdol in proti vsakomur, ki se tam giblje. Ni se kam skriti ali prečiti na kakšen greben. Ko se enkrat zavežeš tej smeri, je edina pot dol čez vrh ali nazaj po isti poti, po kateri si prišel. Posebna smer, ki jo je želel plezati Park, je potekala naravnost po središču tega smrtonosnega koridorja. Njena zgodovina pa je bila zastrašujoča. Britanska odprava leta 1970 na južni steni je izgubila plezalce. Leta 1992 je francoski alpinist Pierre Begin, ki je veljal za enega najboljših svoje generacije, poskusil prav to smer. Bil je prisiljen v umik, njegovo sidrišče je popustilo in smrtno je padel. Leta 2007 je to poskusil švicarski as hitrostnega plezanja Ueli Stek. V glavo ga je zadel padajoč kamen, izgubil je zavest in padel 1000 čevljev po steni navzdol. Komaj mu je uspelo preživeti. Park je sam iz prve roke videl, kako nevarna je ta gora. Leta 2010 sta Park in še 2 plezalca poskusila to smer. Bili so na poti navzgor, ko je skala v velikosti človeka priletela po steni in zadela njegovega soplezalca, zaradi česar so morali izvesti nujno evakuacijo. To je bil zgodovina smeri, ki jo je Park poskušal preplezati oktobra 2011. Neuspeh je bil veliko bolj verjeten kot uspeh. Vsak resen alpinist na svetu je to vedel. Korejska alpinistična zveza je to vedela. Park, ki je preučil vsak večji poskus vzpona po južni steni, je to vedel bolje kot kdorkoli drug. Pravzaprav je pred odhodom rekel tole: vedno bolj verjetno je, da bom umrl. Vsak dan živim s hvaležnim srcem. Toda alpinist, ki se ustali, ni več alpinist. Če tiger izgubi svojo divjost, je še vedno tiger. Rojen sem srečo raziskovalca, zato mislim, da bom raziskoval in plezal po gorah do dneva, ko bom umrl. Park ni bil samomorilski. Ni nameraval končati svojega življenja na gori. Bil je 47-letni moški z ženo in najstniškim sinom doma v Seulu, navsezadnje. Pravzaprav je v intervjujih govoril tudi o tem, da bo upočasnil tempo, skrbel za mlajše plezalce in se osredotočil na svoje odgovornosti kot javna osebnost in vodja fundacije. Samo še ena velika pustolovščina, si je mislil. Potem bi se lahko končno upokojil in užival življenje, ki si ga je ustvaril. Medtem ko je javnost slišala govorice o upokojitvi, pa tisti, ki so Parka res poznali, tega niso verjeli niti za trenutek. Park je res želel biti tam za svojo družino, ampak ne rezerviraš karte za najbolj smrtonosno, nepreplezano smer v Himalaji in zagotovo ne uporabiš plezalne strategije, ki jo je Park nameraval uporabiti. Ampak o tem bomo govorili kasneje. Park ni poskušal te zgodovinske smeri sam. V šatorih poleg njega sta se zadrževala 2 moška, katerih odločitve in zvestoba bi njihove usode povezale na načine, ki si jih nihče ni mogel predstavljati. Ta 2 moška s Parkom nista bila izbrana naključno. To sta bila ista 2, ki sta bila z njim na vrvi na Everestu leta 2009 in sta skupaj z njim poskušala to smer leta 2010. Kang Hee-suk je bil star 33 let, prihajal je iz Andonga v provinci severni Gyeongsang, bil je najstarejši od 2 sinov in ene hčere. Leta 1997 se je vpisal na Nacionalno univerzo v Andongu, se pridružil alpinističnemu klubu in začel redno vaditi vzpone na Bukhansan, granitno goro, ki se dviga nad Seulom
preden se je podal v Himalajo. Do leta 2004 je vodil študentske odprave na Denali in raziskoval gorska območja zahodne Kitajske. Po diplomi iz strojništva leta 2006 se je pridružil ekipi Godwin Korea Alpine Challenge in se popolnoma posvetil plezanju. Isto leto ga je v prvem poskusu vzpona na južno steno Locaja zadel kamen in ga prisilil k vrnitvi v bazni tabor. Počival je 2 tedna, poskusil znova in prišel vse do zadnjega tabora pred vrhom, preden so ga razmere prisilile k umiku. Leta 2008 se je njegov prvi poskus vzpona na Everest končal z ozeblinami nad 4. taborom. Tudi tistega poskusa vrha se je odpovedal, se vrnil naslednje leto in stal na vrhu po parkovi korejski poti. Med korejskimi alpinisti je bil znan kot nekdo, ki je zelo malo govoril in zelo trdo plezal. Kang je bil na enem izmed njih, ko ga je balvan v velikosti človeka zadel tako močno, da mu je pretrgal kolensko tetivo. S helikopterjem so ga morali prepeljati v Katmandu in nato odpeljati nazaj v Korejo na operacijo. In zdaj, manj kot 12 mesecev kasneje, je bil spet ob vznožju iste stene. Ne vem za vas, ampak če bi mi skala pretrgala kolensko tetivo in bi me morali s helikopterjem odpeljati zgore, bi si zagotovo poiskal povsem drug hobi. Ampak Kang se je vrnil v manj kot 12 mesecih. Ob Kangu je bil Shin Dong-min njegov redni plezalni partner od leta 2008. V plezalnem svetu je Shin nekakšen duh. Ni bil slaven, ni dajal bleščečih intervjujev in skoraj ni pustil sledi v plezalnem tisku. V alpinizmu pa te sodijo po navezi, s katero plezaš. Shin je bil Parkov najbolj zaupanja vreden partner. Bil je na prvem poskusu vzpona po Parkovi korejski smeri na Everest maja 2009 in na poskusu vzpona na Annapurno leta 2010. Bil je tihi, izjemno sposoben profesionalec, ki je preprosto opravljal brutalno, zastrašujoče delo v coni smrti, ker ga je Park prosil za to. To je bila zelo usklajena, v bojih preizkušena ekipa. Vsi 3 moški so leta 2009 skupaj osvojili Everest po izjemno zahtevni novi poti. Vedeli so, kako vsak od njih deluje pod izjemnim pritiskom in ko so sedeli v baznem taboru, so bili odločeni, da pridejo na vrh, ne glede na vse. Da bi razumeli, zakaj so bili tako odločeni, da prevzamejo tako nepredstavljivo tveganje, morate razumeti izjemno napeto kulturo južnokorejskega alpinizma. Južna Koreja se je v himalajsko igro vključila pozno, 1 generacijo za Evropejci, a podprti sponzorstvi velikih korporacij in ogromnim narodnim ponosom so postali najhitrejši osvajalci 6000-akov. Plezalce so obravnavali kot narodne junake, njihovi vzponi so bili predvajani v osrednjih novicah, kar je po mojem mnenju dobro. Kdo pa ne mara malo narodnega ponosa? Toda pritisk sponzorjev je bil ogromen. Če nisi plezel na najtežje, najbolj smrtonosne gore, nisi mogel dobiti sredstev. In brez sredstev se moraš v bistvu posloviti od plezanja. To je med plezalci ustvarilo miselnost, dosezi vrh ali umri. Sistem je nagrajeval izjemno tveganje slavo in kaznoval previdne, konzervativne plezalce z neopaženostjo. In to je terjalo visok davek. Med letoma 1990 in 2011 je v Himalaju umrlo več kot 60 južnokorejskih plezalcev. Ne pravim, da je bil Park žrtev tega sistema. Bil je preveč pameten, preveč izkušen in preveč samorefleksiven za kaj takega. A bil je tudi produkt tega sistema. Plezal je z duhovi svojih prijateljev, Annapurna pa je bila naslednja meja, ki jo je bilo treba osvojiti. Preden je leta 2011 odšel na Annapurno, je korejskim medijem povedal: "Ne bom se vrnil domov tako kot zadnjič, dosegel bom vrh, ne glede na to, koliko časa bo trajalo." To je bil način razmišljanja moškega, ki je leta 2011 prispel v bazni tabor. Na nek način je vedel tisto, kar ve vsak oboževalec Eaglesov: nekaterih krajev nikoli zares ne moreš zapustiti. Za ta poskus Parkova ekipa ni uporabljala tradicionalnih plezalnih taktik, ki so bile v tistem obdobju značilne za korejske odprave. Odločili so se za alpski slog. Če niste plezalec, se vam ta razlika morda sliši tehnično, vendar popolnoma spremeni izračun tveganja. Naj vam hitro razložim. Pri tradicionalnem ekspedicijskem slogu velika ekipa tedne namešča vrvi po gori, zalaga tabore s hrano in kisikom ter gradi nekakšno ogrodje vse do vrha.
Ko se ekipa za vrh odpravi na zadnji vzpon, so tam varnostne mreže v obliki fiksnih vrvi, tabori za umik in podporni plezalci, ki so nameščeni nižje. Alpski slog vse to odstrani. 2 ali 3 ljudje nosijo vse na svojih hrbtih in se iz baznega tabora do vrha podajo v enem zamahu, brez infrastrukture in brez možnosti umika. Če se vreme spremeni, na 6400 metrih ni nobenega tabora, kamor bi se lahko zatekal. Če se kdo poškoduje nad spodnjim ledenim poljem, ni nobene podporne ekipe, ki bi za njimi zaostajala le 1 uro. Možnost za napako je skoraj nična. Ideja je, da majhna, hitra ekipa preživi manj časa izpostavljena objektivnim nevarnostim, kot so območja padajočega kamenja in poti plazov. Hitrost je tukaj varnostna meja. V bistvu staviš svoje življenje na to, da lahko preplezaš 3000 metrov navpične stene hitreje, kot ti gora lahko spusti skalo na glavo. Ta odločitev jih bo kasneje preganjala, a o tem bomo govorili kasneje. Park je imel še en razlog za to odločitev, poleg same hitrosti. Dal je jasno izjavo. Do leta 2011 se je aktivno trudil, da bi korejski alpinizem oddaljil od slovesa kot stroj za postavljanje zastavic in zbiranje vrhov, ter ga usmeril v državo, ki ustvarja nove plezalne smeri z majhnimi ekipami in brez bližnjic. Nekaj, kar bi morala mednarodna skupnost vzeti resno. Korejska smer na Everestu leta 2009 je začela ta pogovor. Annapurna naj bi ga zaključila. 17. oktobra so 3 moški zapustili bazni tabor in sprva je šlo vse natanko po načrtu. Južna stena jim je bila naklonjena, premikali so se hitro in plezali z malo opreme. Vzpenjali so se vse višje in višje v strm lijak južne stene. Dan in pol so se vzpenjali v praznino in napredovali neverjetno hitro. Do popoldneva 18. oktobra so dosegli približno 6400 metrov. Bili so globoko v tehničnem delu smeri, mimo spodnjih odsekov in vstopili v sistem žlebov, ki je potekal med 2 velikima stebroma stene. To je bil odsek, ki je leta 1992 ustavil Pierra. To je približno tam, kjer je Steg po udarcu izgubil zavest in padel. In tam je šlo vse narobe. Veste, še ena stvar je, ki je nisem omenil o južni steni Annapurne. Vrem. Himalaja ima 2 plezalni sezoni. Pomlad, preden poletni monsun prispe in gore prekrije s snegom ter silovitimi nevihtami, in jesen, ko se monsun umakne in se nebo za kratek čas umiri, preden nastopi zima. Oktober je pozno v obdobju po monsunu. Ponavadi je tako, da je poletni monsun že odložil ogromne količine snega, do poznega oktobra pa so vetrovi že očistili površje ali pa močno zbili sneg, kar močno zmanjša možnost velikega plazu. Še pomembneje pa je, da izjemen mraz pozne jeseni zamrzne razrahljane skale na mestu. In deluje kot začasno lepilo, ki ustavi nenehno in smrtonosno padanje kamenja, po katerem je južna stena znana. To je razlog, zakaj je park izbral to obdobje. Pravzaprav se je vsak resen poskus v alpskem slogu na južni steni zgodil oktobra. Edina težava je, da je to obdobje povprečje, ne pa zagotovilo. In Annapurna je zaradi svoje lege ena vremensko najbolj občutljivih gora v celotni Himalaji. Konec oktobra je obdobje med jasnim nebom in katastrofalno nevihto izjemno kratko. Nevihte lahko udarijo v goro brez kakršnega koli opozorila. Ta ekipa je stavila svoje življenje na to, da bo oktobrsko vreme zdržalo dovolj dolgo, da se bodo lahko hitro povzpeli po steni in se varno vrnili nazaj. A ta gora je imela druge načrte. Medtem ko so bili Park in drugi plezalci na 6400 metrih in so prodirali globje v zgornji sistem žlebov, se je brez opozorila čez nebo Annapurne razbesnila nevihta. Veter se je okrepil vzdolž zgornje stene, nato pa se je začelo dogajati prav tisto, čemur so se želeli izogniti s tem, da so plezali pozno v sezoni. Stena nad njimi je začela odmetavati kamenje. In ker so bili globoko v tistem ogromnem tehničnem odseku, brez možnosti, da bi se kam skrili, je vse, kar se je zaradi nevihte odlomilo, začelo padati naravnost proti njim. In ne pozabite, izbrali so alpski slog plezanja. Ni bilo drugega tabora, v katerem bi se lahko skrili. Ni bilo varovalnih vrvi, na katere bi se lahko pripeli za hiter spust.
Bili so ujeti v coni smrti, v snežnem viharju, na skoraj navpični steni, ki se jim je dobesedno podirala na glavo. Park in ostali so začeli obupan boj za svoje življenja. Lahko si le predstavljam popoln strah, ki so ga v tistem trenutku doživljali ti trije moški, ko so poskušali se stopiti po tujem svetu, strmih sten in brezdanih razpok, medtem ko jih je gora od zgoraj neusmiljeno obstreljevala. A Park je že preživel hujše. Leta 1991, ob svojem prvem poskusu vzpona na Everest, je Park padel 150 metrov po jugozahodni steni. Zadel je goro, nadaljeval s padanjem in se nekako ustavil. Odšel je po svojih nogah. 2 leti kasneje se je vrnil in osvojil vrh. Leta 2007 je gledal, kako sta dva njegova najbližja plezalna partnerja umrla na Everestu, pa ni odnehal. To je bil moški, ki so ga gore preizkušale vse njegovo odraslo življenje in je vedno našel pot skozi. Če je imel kdo izkušnje, instinkt in čisto voljo, da bi v takih razmerah preživel obupan spust, je bil to Park Jong-sul. In ekipa je to vedela. Park je bil resnična različica človeka, ki se preprosto ni hotel predati. Vsakič, ko ga je gora poskušala uničiti, se je pobral nazaj na noge. Mislil je, da bo tokrat res tako. Približno ob 4 popoldne, 18. oktobra, je Park pritisnil na svojo radijsko postajo in poklical bazni tabor. Po vseh pričevanjih je bil njegov glas miren. Sporočil je, da se je vreme spremenilo, da se po steni proti njim vali močan skalni podor in da se spuščajo. Potem je naredil premor in vprašal, kako naj prečkamo to? Nihče v baznem taboru ni vedel, kaj gleda ali s kom govori. Z kraja, kjer so bili, niso mogli videti stene. Niso vedeli, ali sprašujejo o skalnem žlebu, delu ledu ali o razpoki, ki se je odprla na poti pod njimi. Kar so slišali, je bil Park Jong-sok, človek, ki je 30 let reševal prav takšne težave, kako gleda nekaj med svojim sestopom in nima pojma, kaj naj stori. To je bila zadnja stvar, ki jo je rekel. Potem je nastala tišina. Baza je takoj poklicala nazaj. Ni bilo odgovora. Poklicali so ponovno. Nič. Klicali so ves večer, v noč in skozi naslednje jutro. Še vedno nič. Ko se plezalec na katerikoli himalajski gori ne oglaša, je običajen odziv upanje. Toda ko se plezalec ne oglaša na Annapurni, pričakuješ najslabše. Do naslednjega jutra sta se 2 člana ekipe iz baznega tabora že povzpela do vznožja stene, odkoder so Park, Kang in Shin začeli vzpon. In to, kar so našli, je v njihovih mislih zapečatilo njihovo usodo. Mesto, kjer je bil postavljen njihov višinski tabor, je plaz povsem odnesel. Po vseh merilih so vedeli, da so ti 3 možje najverjetneje že mrtvi. Korejska alpinistična zveza je imela v Katmanduju najet helikopter. Do 20. oktobra je bil že v zraku. Zgoraj je iskalna ekipa opazila nekaj, kar je bilo videti kot ena od vrvi ekipe. V naslednjih 8 dneh je združena ekipa 5 korejskih alpinistov in 14 šerp previdno preiskala vznožje južne stene in razpoke na njenem dnu. Osredotočili so se na točno tisto območje, ki so ga opazili iz zraka, v upanju, da jih bo vrv pripeljala do alpinistov. Sprva so bili zmedeni. Na vznožju stene ni bilo nobenih trupel in nobene opreme, raztresene po ledeniku. Bilo je, kot da bi alpinisti preprosto izginili skupaj s svojo opremo. Kaj za vraga se je dogajalo? Heter Ovenek. Vsak mesec je zgodba, ki nikoli ne pride na YouTube. Tam je, če jo želite. Patreon, povezava spode. Kje smo ostali? Edina sled, ki so jo imeli, je bila vrv, ki jo je prej opazil helikopter. Ko pa so prišli do nje, tisto, kar so našli, nikogar ni pomirilo. Vrv, za katero so iskali, je bila delno zakopana pod 4 metri globokega snega. Še huje, bila je pretrgana. In pretrgana vrv na gori je slab znak. Ko je vrv najdena tako čisto prerezana, to pomeni eno od 2 stvari. Ali se je kos skale odlomil z gornje stene, z dovolj sile, da prereže pleten najlon, kar pomeni udarec, ki ga nobeno človeško telo ne preživi. Ali pa je plaz prišel s takšno silovitostjo, da je bila vrv preprosto pretrgana zaradi same teže in hitrosti vsega, kar se je premikalo hkrati.
To pomeni, da tisto, kar je prišlo po tej steni navzdol, ni samo zbilo te može z nog. Ni jim dalo priložnosti, da bi se odzvali, da bi zaustavili zdrs, da bi zapičili cepin in se obdržali. Zadelo je s takšno silo, ki stvari konča takoj in popolnoma. In to pojasnjuje, zakaj iskanje ni našlo ničesar drugega. Ker je takšna sila pomenila, da niso pristali nekje v bližini. Odneslo jih je globoko v razpoke in špranje južne stene, verjetno potisnjene na mesta, kamor 10-dnevno iskanje s 14 šerpami in helikopterjem ne more doseči. Plezalci so bili zagotovo mrtvi in iskalna ekipa je to vedela. Tako je 28. oktobra, 10 dni potem, ko je park postavil tisto vprašanje po radiju, Korejska alpinistična zveza prekinila iskanje. Tudi če bi po kakšnem čudežu preživeli padec, so imeli v nahrbtnikih le 4 dni hrane. 10 dni v coni smrti brez zavetja, zalog ali fiksnih vrvi je dobesedno nemogoče preživeti. Park skupaj s Kangom, Ki-sokom in Shin Dong-minom so bili uradno razglašeni za mrtve. Star je bil 47 let. 3. novembra 2011 je Korejska alpinistična zveza organizirala skupni pogreb alpinistov v pogrebni dvorani bolnišnice Nacionalne univerze v Seulu. To je bilo prvič, da je zveza organizirala skupno slovesnost za odpravo. Več kot 4000 žalujočih je prišlo na pogreb. Parkova žena in njegov najstniški sin, Seong-min, sta bila na čelu dvorane. Med sloveznostjo so bile Parkove lastne besede prikazane na zaslonu. Alpinisti morajo iti v gore, raziskovalci morajo iti raziskovati. Mesta niso za alpiniste. Imam usodo raziskovalca. Moja usoda je raziskovati, dokler ne umrem. In tako je tudi storil. Park Jong-sok se je zavestno odločil, da bo plezal po južni steni Annapurne, popolnoma zavedajoč se, kaj ga to lahko stane. Toda na Everestu ljudje, ki umirajo, nimajo vedno te izbire. Šerpe pošlje v cono smrti komercialni stroj, ki največje plezalce gore obravnava kot popolnoma potrošno blago. In to nas pripelje do naše naslednje zgodbe.